25. in 26. januarja je gospodarsko razstavišče v Ljubljani preplavila množica bodočih dijakov in študentov, saj poteka v največji slovenski sejem izobraževanja in poklicev Informativa. Ta je potekala že 11. leto zapored, udeležili pa so se jo tudi študentje, strokovni delavci in profesorji Univerze na Primorskem in njenih članic. Vzdušje na stojnicah je bilo zelo pestro. Lepo, polno delavnica, ko smo imeli, je bila polna, tudi vse ostale delavnice, ki jih imamo, izgledajo dobro obiskane, tako da izgleda, da bo nekaj iz tega. Tokno, se mi zdi, da kar obiskujejo, no. Zdaj, ne vem, naša stojenca tukaj smo kar pridni, no. Se zanimajo za našo stojenco. Lep sejem, presenetljivo dober obisk, veliko zanimanje za naše programe, kar me zelo veseli. Moram reči, da se mi zdi, da letos je še več bodočih študentov zainteresiranih za študij, predvsem na naši fakulteti. No. Za ostale sicer ne vem, ampak pri nam je konstantno gužva, kar je dober znak. Obisk tukaj redko odraža potem obisk na informativnih dnevih in informativni dnevi redko odražajo potem zares pravi interes pri samem upisu. Vsako leto zelo rad obiščem stojnico Postani up na gospodarskem razstavišču v okviru Informative in če kaj velja za to stojnico je absolutno pozitivna energija, dogajanje, vsi so nasmejani in ta energija privabi tudi vse potencialne študentke in študente. Mi predstavljamo magistrski program, ki je dvojna diploma z Lomonosovom in fakulteto za menedžment na Primorskem. Nekaj novega je, študira se eno leto na Primorskem, eno leto pa v Rusiji. No, kot vsako leto je veliko takih, ki se še odločajo in nas ne poznajo, ampak mislim, da ne poznajo nobene univerze. Veliko pa je takih, ki so bili že pri nas lani na informativnih dnevih in tu iščejo tiste konkretne informacije in odgovore na ključna vprašanja. Ekipa UBD je med udeleženci in bodočimi študenti preverila, ali so že odločeni o izbiri študijskega programa. Jaz sva tretji letnik, jaz sem na gimnaziji. Razmišljam bolj tako za družboslovna smer, ne vem pa še točno. Mene pa bolj zanima angleščina in jeziki na splošno, pa tudi ne vem še prav, kam bi rada šla naprej. Ja, ne še, se iščem tukaj na Informativi. Kaj je največje zanimanje? Jeziki. Ne še. Med koliko odločitvami? Enim dvemi, no. Finančna matematika ali pa družboslovna informatika. Med dijaki je zaznati še kar nekaj neodločenosti in preverili smo, kakšna vprašanja se največkrat porajajo pri njih. V bistvu jih zanima, zakaj bi prišli študirati k nam, v čem se razlikujemo od ostalih. Kakšne so omejitve? Najbolj pogosto vprašanje bodočih študentov je, ali mi lahko poveste kaj o vašem študijskem programu? No, zagotovo bivanje, potem pa že podrobnosti o posameznih študijskih programih. Kakšne zaposlitvene možnosti bom imel? So pa vprašanja tokno, kakšne imamo kaj programe, pa če kaj, ne glem, kar se na naš faks navezuje, je, če dosti potujemo pa to, da... Dragi bodoči študentje, če želite še več informacij o študijskih programih, ki jih izvajajo članice Univerze na Primorskem, vas vabimo, da jih obiščete na informativnih dneh, ki bodo potekali 15. in 16. februarja. Sicer pa so na Univerzi na Primorskem tudi letos organizirali brezplačni avtobusni prevoz. Za več informacij pa obiščite njihovo spletno stran www.upr.si. Приходите на Университет на Приморском, у нас море, хорошие учители, хорошая программа, получите европейский диплом и продолжайте завоевать свои амбиции.